Lahko v manjšem stanovanju res zadihamo s polnimi pljuči. No, našli smo takega, ki je dokaz, da manj resnično lahko pomeni več, predvsem zaradi pametno zasnovanega tlorisa. Stanovanje je prenovljeno, v njem pa igrata posebno vlogo omara, ki prostor hkrati deli in povezuje, odpira in osvetljuje, ter krožni promet. Gremo preveriti, kako je, ko se energija v stanovanju premika v krogu in ko se v prostor zaljubiš že ob vstopu. Kljub manjši kvadraturi tole stanovanje ponuja vse udobje večjega doma. Od odprtega, svetlega dnevnega prostora do minimalistične, zelo funkcionalne in estetske kopalnice. Dom, ki diha in navdušuje. Petra in Tjaša, pozdravljeni. Najprej me zanima, kakšno je bilo tole stanovanje v prvotnem stanju in kako se je potem dalo upoštevati želje lastnikov. Ja, no, ko smo prvič vstopili v to stanovanje, nas je kar malo skrbelo, ker je bil to tak zelo konvencionalen, sicer dosti tipičen tloris glede na blok, v katerem smo. Seveda, mi smo takoj glede na želje naročnika, ki sta si pa želela neko modernost, neko višjo kvaliteto gibanja, nekako začeli razmišljati o tem, kako stanovanje definirati tudi v skladu z nekim potovanjem po njem, čustvi, ki se tukaj noter dogajajo. In smo že v začetku vedeli, da bomo seveda zelo odstopali od nekega standardnega tlorisa, ker bomo to oblikovali tako na GAO način. Torej, popolna reorganizacija tlorisa. Kaj je potem to stanovanje doživelo? Res je, ko smo prvič vstopili v stanovanje, smo imeli občutek, da se da tukaj veliko več narediti. Občutek je bil, da si utesnjen v tistem malem hodniku. Na eni strani je bil potem kabinet in ko si vstopil v bivalni del, je bilo sicer zelo urejeno, prijetno, malo svetlo, kar je nam dajalo vtis tega, da se bo dalo veliko narediti, ampak ni imel pa tistega pravega karakterja. Naročnika sta vseeno imela pogum, da naredita nekaj bolj drznega, in tako smo se tudi mi odločili v biroju, da podremo dve predelni steni, ki sta bili, osvobodimo prostor in še to svetlobo še bolj poudarimo po globini. Vire naravne svetlobe, ki prihajajo iz lože in skozi okna, so med seboj povezali ter tako ustvarili občutek večjega prostora, večjega volumna. Pretok svetlosti pa jim je omogočila tudi odločitev o vzpostavitvi pretočnega krožnega tlorisa okoli centralne omare s prehodoma na obeh straneh v bivalni del. Petra, povejte nam kaj več o tej osnovni hrbtenici prostora, o tej veliki omari, ki je uporabna z obeh strani. Ja, ta omara je en tak simpatičen nadomestek stene in omogoča veliko stvari. Najprej se v njo skrijejo drsna vrata steklena, ki so na levi in desni strani te omare. Iz strani hodnika ima globino 60 centimetrov, to se pravi, da je pospravljena vsa garderoba noter. V tem bivalnem delu so pa plitvejši predali, odprta niša, ki je majčkeno ambientalna, zvečer, ko lučke prižgeš, in omogoča seveda shrambo stvari, ki spadajo v nek dnevni prostor, od knjig, fotografij, vse, kar v bistvu je del bivalnega dela. Tukaj je bila torej želja, potreba po veliko funkcionalnosti, veliko kompaktnosti. In kako je zdaj to, kakšen izziv je uskladiti to z estetiko, ki je veliko v tem stanovanju? Ja, hoteli smo vse stvari malo zmehčati, tudi tale okrogla miza, za katero sedimo, ki je pika na i tega prostora, družabno, sociološko in vseh ostalih vidikih, smo ji mogli narediti prostor, ne? Zato je tudi okrogla, ker prostor je zelo pretočen okoli nje, je nek center, tako kot je bil že za časa Altamire krog, eno tako
občutek druženja, ne, kjer so ob ognju sedeli in tako naprej. Mi imamo zdaj sicer gore ene lepe breskve, ampak namen je enak, ne. In vse, kar je funkcionalnosti programa, smo pravzaprav poravnali in oblikovali ob steni, a ne. Seveda z to predelitvijo te omare, o kateri sva že govorila, ampak osrednji prostor je pa izčiščen in to ga naredi velikega. A sem sodi tudi zaokroženost marsikaterega elementa? Tako je, sploh zaves, ki so tamle za vami, ki so polkrožno zaključene, zato da skrijejo to ložo, ki se zajeda v tloris in je nekako pravokotna, malce groba, mi pa hočemo neke fine, elegantne teksture. Tudi sedežna kot kontrast tele okrogli mizi je lepo zaobljena, nabombirana, tako da te kar tako potegne, da se v en kokonček stisneš. Kopalnica nam je predstavljala kar izziv, čeprav smo jo vseeno po stranici predstavili na račun spalnice za 20 cm. Kopalnica je bila tako kot včasih, ves program v njej, od peči do strojev, tuša, umivalnika, skratka, popolnoma ves servisni program je bil znotraj te male kopalnice. Seveda v modernih tlorisih se poskuša to na boljši način organizirati, da to prestaviš ven v kakšne omare. Tukaj pa nismo imeli te možnosti, zato smo vseeno na 4,5 kvadratnega metra organizirali pralnico, kopalnico in namenili tudi ogromno prostora za shranjevanje ličil in ostalih zadev, ki pritičejo kopalnici. Skrbno so se posvetili izbiri barvne palete. Ker je prostor majhen, so sicer bolj kot o barvah razmišljali o teksturah, o cevnih površinah, kamnu z žilo, tudi z drsnimi vrati, pri katerih je med steklo vgrajena subtilna mrežica, skozi katero proseva svetloba, so oblikovali interjer na bolj glamurozen, harmoničen in pomirjujoč način. Za kakšen material gre pa na hodniku, tole kar na videz deluje kot beton? Deluje kot beton, ne? Ja. Ja, to smo želeli. To je betonski oplesk, narejen z eno posebno ljubeznijo, z eno zelo veščo roko, da v resnici izgleda kot beton. Je pa to seveda material, ki je v trendu, ki je del interjera danes, ki da interjeru neko ostrino, neko modernost, nek izraz, ki je majčkeno tako wow. Katere cukrčke oziroma zanimivosti pa še skriva prenova tega stanovanja? Prenova stanovanja je bila na nek način delna. Nismo menjali oken, nismo menjali radiatorjev, kar je mogoče nam predstavljal izziv. Zato smo se lotili in naredili take diskretne maske za radiatorje, ki to prekrijejo, hkrati pa omogočajo revizijo, služijo kot na nek način odlagalna površina. Potem okna, ki jih nismo menjali, smo ali nekako zakrili in omehčali zaveso. Na drugih mestih, kjer pa zavesa zaradi radiatorjev ni imela svoje funkcije, pa smo dodali roloje. Ti roloji so dobra zadeva tudi zaradi tega, ker danes smo jih spustili dol namenoma, zato da vidimo to mehkobo svetlobe, ki ni samo na tistem kvadratnem metru okna, ampak dejansko ti ožari celo širino. Na nek način je tudi to metoda, kako še majčkeno povečati prostor. Iz strani hodnika so globoke omare za shranjevanje garderobnih stvari, ki jih imamo, prehodnih oblačil in tako naprej, pa tudi na koncu se tukaj shranjujejo utility zadeve. Tukaj je skoraj vse, bi rekel. Vse na enem mestu. Osrednja shranjevalna površina je ta omara, ne? Res je. Posebnost tega hodnika pa je v steno skrita miza. Ta miza na hodniku služi kot klasičen kabinet, hkrati zadostna trdnost, hkrati pa omogoča, da si v centru družine, da nisi osamljen tam sredi sobe. In stol vzameš verjetno kar iz jedilnice. Tako, in tule vzameš imaš računalnik in imaš mini pisarnico na hodniku. Wow. Zdaj, po kakšnem ključu ste se pa odločili, kje bodo roloji pa kje bodo zavese?
Roloji so povsod, kjer imamo maske. Maske prekrivajo radiatorje, so snemljive, imajo zadosti velike luknje, da zrak lepo kroži. In kot sem že prej omenila, je zelo, zelo lepo, ko imamo roloje, nekako ti dajo tako svetlobno opno, ko se približuješ oknu, imaš občutek, da cela stena žari. Zdaj stanovanje deluje zelo umirjeno, zenovsko. Pa me zanima, je tudi prenova bila tako zen? Nobena prenova ni zen. Je pa to ena najlepših, ki smo jo v zadnjem času delali. Lastnika sta zaupala temu skupnemu kreativnemu procesu, ker to je vedno skupna pot. In seveda, če so stvari narejene v neki sinergiji, povezanosti, zaupanju, lahko rečem, da je potekala najbolj zen možno. Včasih res ne gre za to, koliko prostora imamo, ampak kako ga začutimo. Ko se funkcionalnost, estetika in energija povežejo v eno, tudi manjši kvadrati postanejo prostor svobode, miru in udobja. Manj je več, če je premišljeno, čutno in s srcem narejeno.